Ljudje in ljudje, poslušate 88. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, Oskarje, boleči, okuševalci in debaterji. Smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Ja, prav ste slišali, tole ni 32. special iz karantene, saj tole namreč po 60. epizodi, ki smo jo posneli daljnega oktobra 2020, prvič snemamo v istem prostoru, seveda na ustrezni razdalji, ampak to vzdržujemo vedno. Res je, kot so namigovali nekateri tabloidi, se v resničnem življenju ne maramo kaj preveč. Na ustrezni razdalji pa sta z nami tudi dve gosti, ker sem ravno omenil 60. epizodo, zadnjo, ki smo jo snemali v živo. Govorili smo o seriji Raised by Wolves, a še pomembneje, naša gostja je bila, kakšno naključje, Ana Šturm, ki je tudi danes z nami. Saj je to nova crossover epizoda s sestrskim filmskim podcastom Filmflow. Z nami sta torej gosti, filmski kritičarki in podcasterki Ana Šturm in Maja Peharc. Petra Meterce je morala zaradi bolezni žal upravičiti, ampak jo pozdravljamo in držimo pesti, da bo kmalu z njo vse v redu. Ana in Maja, kako ste kaj? Živjo. Oj, v redu, ful je bizarno snemati na razdaljo, ampak Ja. okej. Ampak boste zdržali. Ja. Saj live action people so tle, tako da to pomaga. Vse nekaj se dogaja. Kako preživljate karanteno drugače? Ne vem, mislim tako, kot že celo leto doma z računalnikom, Ja. več ali manj. Ja, na kavču ali pa za pisalno mizo. Maja ravno kar imela obletnico poroke. Ja, jaz sem imela ravno kar obletnico poroke. To je bil žur in pol. Včeraj. Ja, prišla sva dam, jedla sva hot doge v dnevni na tleh. Razdelila sva si eno union pivo. perfect. In klasično sva si podelila darilo, ker sva se odločila, da bo praznovala te bizarne papirnate in te stvari. In za drugo leto je bombaž. In jaz sem svojemu možu kupila po logiki tega, kaj zadnje čase jamral, da mu manjka gate. Tomaž je pa meni dal ful lep obesek, v katerem je noter izvezeno M plus T in srček. In pač I failed as a wife, as a person, as a woman, na celi črti. Čudež, da zakon sploh še obstaja. Ja, definitivno si ne boš zaslužila nobene nominacije, mislim, da Ne. po koncu tega leta. It's terrible. Zakaj govorimo o nominacijah? Ker v današnji epizodi govorimo o letošnjih Oskarjih. Pregledali bomo glavne nominirane kategorije, filme napovedovali izide in navijali za svoje, so postavljali argumente, zakaj si nek film zasluži ali ne zasluži Oskarja in predvsem klepetali o letošnji beri ameriških in manj ameriških filmov. In seveda, če nominiranih filmov v večini še niste gledali, pa jih nameravate, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Skušali se jih bomo sicer izogniti, to da to najbrž ne bo povsem mogoče, zato premislite, ali boste epizodo poslušali prej ali po ogledu filmov, ker teh ni malo, morda počakate na podelitev, pogledate največje zmagovalce ter nas poslušate retrospektivno, kar bo gotovo tudi dovolj zanimivo. Mi vas bomo potrpežljivo počakali, če pa ste filme večinoma že gledali, vsaj tiste, ki so vas zanimali ali pa jih niti ne nameravate gledati, a bi se kakšno uro kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, zaigraj eno živo. Ok, tole je šele druga epizoda, povsem posvečena Oskarjem, ki jo imamo na našem obodu. Zdaj bom spremenil ta prvo v Oskarjevski special 1 in bo tale Oskarjevski special 2. To je bila namreč 15. epizoda, takrat smo govorili o Oskarjih 2019 in to dobesedno v isti zasedbi. Ne vem, če ste to opazili, ampak zdaj, ko se je Petra upravičila, smo skratka vsi isti, ki smo bili takrat. Samo za 2 leti modrejši. Ja, to je res. Ja, no, vsaj Maja se strinja, če že noben drug ne. Definitivno. Letošnja podelitev Oskarjev bo že 93. potekala pa bo v noči z nedelje na ponedeljek oziroma v ponedeljek zjutraj od 2 do 5. Že zdaj vas vabimo, da se nam pridružite na Twitterju, kjer bom z našega Twitter računa @podcastobot
Oskar je spremljal v živo s pogledom na letošnjo stavnico, ki smo jo pred snemanjem te epizode izpolnili tukaj prisotni. Znova bomo torej iskali največjega poznavalca Oskarjev, tako imenovanega Oskajzerja 2021. Predvsem pa bo to seveda tudi dvoboj med podcastoma Obot in Filmflow, čeprav zdaj ni tako pravičen, ker je 3-2. Ampak mogoče najprej eno uvodno vprašanje za vse. Zakaj sploh Oskarji, odkot ta obsedenost z Oskarji, so to res najboljše nagrade v filmski umetnosti? Zakaj spremljamo Oskarje in zakaj se to pogovarjamo o njih? Kdo bo odprl to temo, zagrizel v ta sendvič? Mislim, zagotovo najbrž niso najboljše nagrade. Evo, čakaj, še prej nadaljuješ. Katere nagrade so recimo zate, ki se ti zdijo tako najboljše, pa da so seveda mednarodne, no? Ali pa ne vem, na kateri festival? Jaz sigurno se mi zdi, so zame oziroma za avtorski film so bolj relevantne festivalske nagrade. Pol pa pač ne glede na to, kjer festival gledamo, ali je to Berlinale, ali je to Cannes, ali je to Rotterdam, se mi zdi, da so tam mogoče nagrade malo bolj nepovezane z denarjem in kapitalom, kot pač v Hollywoodu. Tako da mislim, tudi pač na festivalih imaš neke ljubljence, žiri, pa itak vedno pač na festivalih odloča o nagradah neka žirija, ki ima nek parcialen pogled, ki ima nek svoj okus, ampak ne vem, so pa Oskarji po mojem, mislim, vseeno en ta, pač Superliga, se pravi, filmska Superliga, če temu rečemo. Nogometna metafora od Ane Šturm, tega nismo pričakovali, verjetno. Lepo, Ana, lepo. Tako da, ne vem, vseeno je to eden najpomembnejših dogodkov v svetu filma, oziroma vsaj največji, najbolj odmevan, o tem se govori več mesecev, o tem se piše, o tem se spekulira, tako da še vedno imajo, kljub temu, da jim gledanost vsako leto pada, pa da se vsi vsako leto zgražamo nad njimi, pa da jih zelo radi pač komentiramo in tako naprej, ampak vsi se ukvarjamo s tem, no, še vedno imajo neko, mislim, vse nas zanima, kdo bo dobil, pač kakšen fail bo letos, kje so spet zasrali, mislim tako, to je pač nek tak glavni dogodek pač na hollywoodski vasi ali karkoli. Pa še kdo gleda Oskarje, zdaj podelitev razen mene očitno? Ja, jaz si bom vedno gledam, tako da bom tudi letos. Edinkrat, ki nisem gledal, je bilo zato, ker sem bil na Berlinalu, pa sem raj bil pač zvečer pa zjutraj v kinu in sem vedel, da moram tistih par ur vmes spati. Drugače pa, ja, se je zabavno to gledati, pa predvidevanje tudi, ko veš, pa glasbene točke znajo biti čist v redu. Spomnim se recimo, te od risank znajo imeti zelo živahne koreografije. Spomnim se Johna Legenda pa Comana, ki sta za Selma komad imela, tisti bilo, da se ti kocine dvignejo čist hudo. Ma te neke momente, pač sama prireditev, ampak glih tak, ko mislim, je zelo nekaj takega, kar je meni všeč, pa razumem, da drugim ni. Podobno kot, ne vem, Eurovizija, nekaterim je všeč, drugim ne, ali pa Liga prvakov. Ne, ne bomo šli tako dač, ampak ja, ravno Eurovizija, bilo mi je zanimivo, ker pač jaz, Oskar je pač povezujem z neko nostalgijo, jaz sem to gledal, ne vem pa zakaj, mi smo to v srednji šoli nekako začeli, ker smo bolj začeli gledati filme, redno v kino začeli hodati, smo začeli Oskarje pač spremljati, pa smo včasih po noč ostali po konci pa gledati. Jaz nekako to povezujem s to neko nostalgijo, da celo noč ostaneš po koncu in se itak jeziš, ker ti traja v božjo mater dolg, pa tista rdeča preproga, ki pol ljudi sploh prepoznaš, ne? Tako da ja. Mislim, je pa bilo letos, se mi zdi, kar veliko nekega diskurza o tem, glede na to, da je večina kinov še vedno zaprtih, da se je zelo veliko kinov v bistvu zaprl zavedno, pač kaj je sploh smisel, zdaj neke take velike prireditve. Tako da upam, da bojo tudi
dejansko na samih Oskarjih kaj naslovili to pač problematiko zdaj tega pandemijskega časa. I'm gonna go ahead and say, da je najbrž ne bojo razen v tem klasičnem ameriškem rip cinema come back soon. Nimam občutka, da Oskarji dajo zares tudi, kadar hočejo kakšen tak ampak v političen bistvu statement. Pač je v bistvu ta čas res udaril, zelo močno finančno potem, in jih to zelo To zadeva. Američane zelo boli, to imaš prav, ja. Ja, no, po drugi strani pa niti ne. Mislim, če pogledaš največja dva studija, sta Warner pa Disney, ki ima enemu zaradi zelo uspešne streaming storitve nič ne manjka, oziroma jih bolj boli kot to, da filmi niso v kinu, to, da so parke zaprli zabaviščne Disney, ne? Medtem ko Warner je pa zdaj del telekomunikacijskega velikana, kjer je ena čist mala podružnica not tega in se dejansko gleda, koliko gre telekomunikacijskemu velikanu v redu ali ne. In je tu zdaj čist irelevantno, če dobi nek njihov film, tako ko je bilo recimo, ne vem, ful pomembno, da bi Justice League, ko je 2017 prišel ven, dobil milijardo, pa je ni, ne? Zdaj pač kaj smo prišli, da je nek Warner Studios ena Excel vrstica v enem ful velikem Excelu in če je rahlo rdeč, dokrat je končni znesek v črnem je še v redu. That's just sad, man. Ja, ampak tako, kot je Igor rekel, najbolj je pač seveda problematično to, ker v tem času spet najbolj nasrkajo indie filmi, majhne stvari, tiste, ki res ne dobivajo zdaj kina. Ne? Art kino mreža je zaprta in večina ljudi nima, ne vem, Mubija, večina ljudi si ne naroči, ne vem kaj, ampak ima Netflix, HBO mogoče še in pol, pač ti filmi niso gor. No. Čeprav, dobro, jaz bom zdaj, pač je treba pohvaliti, ne, ali pač tudi ne, to se bomo tudi vmes kaj pogovarjali, gotovo o tem, da je kar nekaj teh filmov, ki jih imamo seveda danes, o katerih bomo govorili, so pretočni. Ne. Kar nekaj od tega smo lahko gledali na Netflixih, HBO-jih in druge, tudi recimo kakšne dokumentarce, kar mogoče v preteklosti ni bilo tok stvar. Mogoče še preden začnemo, še eno stvar, ki lahko nagovorimo pred tem je seveda, je tudi ta zastopanost seveda različnih zgodb, raz, tem na Oskarjih, za katero imamo občutek, da letos naj bi bila mal večja, da je mogoče že lani bila, zdaj ne vem, koliko ste kaj spremljali, jaz sem pač lani je seveda bila gledanost rekordno nizka, ampak zdaj, seveda, razne teorije so o tem, ne, saj takrat je že tudi bil vendarle COVID tukaj, ampak v Ameriki pač še ne toliko, ne, ta prireditev še potekala v živo lani, je pa pač seveda razni desni razlagalci razlagajo, da seveda lani ni bilo toliko gledano, ker so vsi vedeli, da bo pobral Parazit. Ne. Skratka, Oskarjem gledanost ne bi padala tudi zato, ker ravno zaradi te inkluzivnosti. Sure, that's fine. Mislim, okay. Mislim, da se ne bo čutil. Kakšna je to logika? Kapitalistična? Maramo sam belce? To je taka logika, Ana, tako kot je zdaj, pač obstaja neka teorija zarote, ki trdi, da Disney, ki ga je prej Igor ravno omenjal, kako ful služ, da je Disney izgubil ogromno naročnikov zaradi serije Falcon and the Winter Soldier, ker so v tretji epizodi nagovorili rasno vprašanje. In tam naj bi baje ljudje ugasnili serijo in skinili pač naročnino. Mislim, vsaj vemo, kdo producira vse te teorije zarote, a ne? Ja. Poleg tega, prosim, Falcon se že od ta prve epizode sprašuje, racist in America? I am so shocked. Od prve epizode naprej. Takrat bi mogel ugasniti. Tako se ti obnaša, kada ni živel prej v Ameriki. Ja, mogoče sem mislila, si v premislil, it's not so racist. It's maybe not so bad. V bistvu, y'all all right. Tako da, prav, v redu. Jaz nisem čist na tekočem. Počakamo na finale. Jaz nisem čist na tekočem, ampak a ste že na dva skupaj? Ne še. We're still closeted, very much so. Ja. Niste še tam. Ne. Mogoče kdaj. V season 2.
Dobro, zdaj jaz mislim, da najboljše, da kar gremo, skratka pripravljenih imamo kar nekaj krogov. Jaz sem si takole zamislil, da seveda zdaj prvi krog bo seveda glavni kategoriji, ki sta tudi povezani in to sta film in režiser. Kakšen je to suspens? To je, mora biti suspens. To na koncu. Drum rolla, veš. To je na koncu. Mogoče pa, dajmo pa, evo, gledaj, zdaj me Ana izvala in dajmo tako narediti. Začnemo skratka s četrtim krogom, ki je sicer tudi zelo pomemben, ampak Vstavi zvok scrollanja, what the fuck je to? Rekord scratch. Skratka, četrti krog, da bomo stopnjevali napetost, no? In to so neangleški filmi, sem jaz to poimenoval, a seveda to ni čist, temu rečejo svetovna kinematografija, ne? Ampak praktično letos celo so neangleški filmi. Nominirani so torej danski Drug, potem hongkonški Shaonan Denis, oziroma Better Days je mednarodni naslov, Drug je seveda, kako je Drunk, ali kaj je? Nažgani. Another round. Another round, hvala Maja, tako je. Potem je romunski Kolektiv in pa tunizijski The Man Who Sold His Skin, Al Rajul Aladiba a Zahrihu, če sem tole prav prebral, upam. In pa Kuvadis Aida je pa seveda iz Bosne, Hercegovine, na katerega jaz že zdaj navijam in sem mu tudi podelil nastavnici. Jaz tega nisem kaj dosti videl, tako da tukaj bojo bolj govorili tisti, ki so tole več videli. In domnevam, da so to vseeno Igor in Ana in mogoče Maja. Ne, jaz sem videla sam Drug in Tudi jaz. No, a se vam zdi, da si zasluži Oskarja Drug? Ja. Ja. Čakaj, tako bom rekel, od tega, kar sem videl, sem mislil, da si zaslužiš Oskarja. Tak klasičen danski suh, zabaven Mads Mikkelsen. Zelo evropejski. Ja. Tak, Ja. Mislim, krasen film je. Tudi jaz moram reči, da sicer sem glasoval za film, ki ga nisem videl, ker menim, da bo dobil zaradi teme, ki jo obravnava in tega in sicer Quo Vadis Aida. Odziv, ki ga je ta film zaenkrat doživel, je bil izjemen. Jaz bi ga zelo rad videl, ampak čakamo, da se bodo dvorane odprle. Mislim, da bo ga kak distributer kmalu pripeljal k nam in videl sem prejšnje filme Jasmile Zbanić in mislim, da dejansko, da se ona lotila te teme, sem dost ziher, da jo je obdelala na način, ki je zelo, pač prenese zelo dober film in pač sporočilo in vse skupaj, kar sodi k obdelavi te teme. To je seveda pokol v Srebrenici. In tudi menim, da je to tema, ki jo je bolj potrebno izpostaviti in navijam za to zanga. Drugače pa pač menim, da Drug je zelo, zelo lep, stylish film, pomenljiv tematsko in tudi drugače, ampak vseeno je ta tema Aide krepko nad tem. Ana? Ja, mislim, pač jaz sem videla od teh Quo Vadis Aida pa Kolektiv, pa seveda pač Nažgane. Mislim, Aida definitivno obravnava zelo pomembno temo, tako kot je že Igor povedal, pa Jasmina Zbanić je res super režiserka, pa teme, ki se jo loteva, je res zelo zahtevna, ampak meni recimo mi je Nažgani vseeno malo boljši film. Ne vem, bi pa mogoče še rekla, da se mi ne zdi, mislim, da mi je neumno, da dajo pač Kolektiv tako v kategorijo dokumentarcev, kot v kategorijo neangleških filmov, ker vseeno je pač res toliko veliko dobrih neangleških filmov, ki bi lahko bili v tej kategoriji. Pa to je že bilo lani z Deželo Medu ali predlani. Medina dežela. Medino deželo, ja. Makedonski. Ja, ne vem, po kakšnem principu pač to delajo, no, ampak vseeno se mi zdi, da bi lahko ločili to. Ja, mislim, lahko bi naredili malo razlike, ja. Mislim tudi malo bolj obširen nabor
tako teh različnih filmov. Sicer ne vem, kakšni so pogoji sploh za to, da pridajo zraven, pa tako to. Ja, ne, države, to poteka tako, da države nominirajo, ne, ampak potem pač imajo screeninge za člane akademije, ki ali se jih udeležijo ali ne, na osnovi pač naslovov se dostkrat odločijo ali pa prijateljstev ali pa česa takega. Recimo lahko bi bil zgodbe iz Kostanjevih gozdov. Recimo. Recimo. Ampak to pomeni seveda, da pač vse države lahko nominirajo, mislim, ali ima Oskarska akademija kakšen seznam držav. Kao Iran ne sme. Aha, ok, Iran recimo, ja. Ne, lahko. Ja, vem, da lahko. Ampak mogoče pa res, kaj pa jaz vem. Ne, mislim, da pač, če ima država vzpostavljeno neko filmsko sceno in imajo društvo režiserjev, ki je in mogoče za režiser ima internet, mail in pošle e-maili pa tole na žirijo. Mislim, vem samo, kako je pri nas. Pri nas v bistvu se vedno naredi nek ožji izbor filmov, določi se neko komisijo, ki si pa to pogleda in se oni odločijo, kater film bo šel pač. Kater film bodo predlagali v ta širši nabor filmov, pa se pa pač iz tega širšega. A ni pa tako, da bi kao, rečemo, slovenski člani te Oskarjevske akademije predlagali pa potegli? Se njim ni ena članica. No, pač ja, ne se bo, če se bo trudilo, kako je to, ne, ni to tako. Ena članica, ok. Mislim, da jih je, koliko jih je nekih? Več kot 2000. Ja, mislim, da jih to najbolj ovira, da jih je pač tok in je nemogoče zagotoviti en dedikatan delček, ki bi se resno lotil tega. Ni tak po kategorijah. Ja, samo polje še tak, da velike države, ki imajo nek interes, vložijo cash v oglaševanje tega filma, v Varietyju in podobno. In vem, da so mi razlagali, da Nemci porabijo skoraj toliko, ko je romunski budžet za vse filme posnet, oni porabijo za oglaševanje. Torej, precej bedno gledam to, da ima zelo redko kaj nominirano. Glisem hoče reči, stop crying. Ja, mogoče bi ta denar porabili za kaj drugega. Ja. Lahko bi ga dali Romunom, naj posnamejo še. No, ampak recimo od tega, kar ste še gledali mednarodnega, kaj pogrešamo recimo v teh naboru teh filmov? A pogrešamo še kaj? Ana je omenila slovenskega seveda kandidata. Meni je tale iranski film en boljši, ki sem jih videl v zadnjem času, zelo ne obstaja in mi je čisti. Mislim, je pa razumljivo, da ga Američani ne bojo izbrali, ker film je zelo proti smrtni kazni. Ne? Američani pa so zelo za smrtno kazen. In pol zdaj, kak bi zdaj to šlo skozi s tem, da podpirajo iransko vlado, če... Tu sem rekla, da ima Iran embargo. Ne uradno, ampak tako. Dobro. Si ti še kakega videla, Ana, takega? Mislim, sigurno sem, ampak tako zdaj se res ne moram spomniti. Ampak tako zagotovo bil tudi recimo kak Gagarin ali pa ne vem. Pač kaj, kar smo videli na Lifu še. For sure. Recimo, ne vem, mislim, tudi Undine od Pecolta, recimo nemški film. Ali pa Kokon. Ja. No, Ana je dobila nekaj tega marketinškega denarja od Nemcev. Dobro se to plasira. Vidiš, da so vseeno dobro plasirali. Če ne pride na Oskarje, pa pridejo v podcast. Pride saj na Liv, pa ja. Na tak film. Že to je nekaj. Ja, sicer tako, prej, ko si Igor omenil tole Medeno dežela, ampak Medena dežela pol ni dobila noč. Ne? Mislim, meni je to tudi malo smešno, ne? Če že nek film toliko izstopa, da ga nominiraš med dokumentarce, jaz po logiki pričakoval, da bo potem najboljši med tujimi filmi. Ali pa obratno. Ja. Tega jaz itak nikoli, jaz sem itak šele pred par leti izvedel, da so tudi za najfilm lahko tuji filmi nominirani. To me je čisto šokiralo takrat. Ker mislim, toliko 100 letih, pa toliko malo jih je nominiranih, da si pol res misliš. Ja, pa sej mislim, kolektiv mogoče je celo najboljši film v tej kategoriji, sam je pač dokumentarni film. Ja, mislim, in bi lahko bil najboljši v dokumentarni. Why not both? Mogoče pa dobo kruse. Ampak mislim, da ga noben ni izbral pol ostanci. No, kakorkoli že, skratka, tle smo nekako, kaj pa pravi, vidiš, za te kategorije bi pa lahko pogledal stavnice, seveda, kako smo. Ne, pa sej, ja mislim, da kolektiv so.
Ja, pred doku. Ne, Igor je dal Kovadis. Igor pa Aljoša sta... Pred doku sem dal. Dokumentarce. Tako je, midva sva dala Aido, potem pa Mito in Ana nažgane. Maja mi pa manjka, zakaj mi pa Maja manjka? Ker nisem nič gledala, pa nisem nič glasovala. Okay. Tako da, jolo. boš pač nekaj ugibala. Ja. Skratka, no, to je bil četrti krog, če gremo zdaj pa gremo v tretjega, kjer sta glavni in stranski igralec, kjer se bojo zdaj že mogoče malo kresala mnenja. Tukaj smo večino tega, jaz sem večino tega videl, mislim, da koliko razumem tudi vi. In bomo kar začeli, skratka, jaz bom najprej predal besedo seveda gostjama in recimo, da tokrat Maji damo prednost, draga Maja, glavni in stranski moški igralec, kako naj to povem, skratka. Ja, kaj? Mogoče najprej ene, pa pol druge, ali bomo kar skupaj? Lahko najprej za stranskega, seveda. Okay. Za stranskega sem jaz dala Daniel Kaluuya iz Judas and the Black Messiah, predvsem zato, ker sem razpizdena, da ni dobil nominacije za glavno, ker ne razumem. Tega tudi jaz nisem najbolj razumel. To najbrž noben ne razume, ampak se mi zdi, da... Jaz sem pozabila, da je on Daniel Kaluuya, ko sem gledala film. Nisem ga imela sploh, da je on Daniel in se mi zdi, da je to odraz ful dobre igre in je bilo to. In od vsega ostalega, kar sem videla, se mi je zdelo najbolj prepričljivo in to je to. Se pravi, iz istega filma, recimo ti Lakit, ni bil tok všeč. Mi je bil, ampak ne tok. Bolj je drugačna vloga. Ja. Ne? Mislim, Daniel Kaluuya res izstopa. Ja. Mislim, tako je pač močna vloga. Ja, ker je glavna. Ja, veš, kaj je zanimivo, ne? Ker recimo Ma Rainey Black Bottom je približno dosti podoben strukturiran film, pa sta v bistvu in Viola in Chadwick sta oba dva nominirana za glavni vlogi. Ja, sam ne. Chadwick je a guy, Viola je a girl in sta lahko tudi dve kategorije. Tle bi pa mogli pa dva človeka iz istega filma za glavno, to pa ne gre, ker pač to pa ne moramo. Ne, prav dejansko ne smeš. Lahko pa oba damo za stransko. Igor prav, da ne smeš za glavno. Ne, dva ne moraš dati za glavno, mislim, da iz istega filma. Because of... Sam jaz bi, dobro Lakit, ok, samo da Daniel izstopa, jaz res ne vidim razloga. Je pa možno seveda, da so malo kalkulirali, ne? Jaz mislim, da je pač v glavni, kar bomo pozneje govorili, pač je full konkurence, ne? Mislim, ne, v glavni bo dobil Chadwick, because he dead now in to je to. In pač noben drug ne bo dobil, ker so Američani neumni. To je meni tako nesmiselno, no? Mislim, pač zakaj podeljujemo nagrade pač mrtvim ljudem? Because he died. Mislim, pač naj mu dajo nekega častnega Oskarja. Recimo. Mislim, jaz tega pač, sorry, ne razumem. Meni je to whatever. Yep. Ne, ampak mislim, ful se mi zdi, da obe dve te kategorije in za stransko in za glavno sta ful močni. Yep. In res ful odličnih vlog, no, tudi tukaj ta Paul Raci za Sound of Metal od stranskih je, mislim, res čudovita vloga. Pa zanimivo je nam tudi Daniel Kaluuya pa Lakeith Stanfield. Mislim, koliko sta to različni vlogi, ne? Koliko je ena res izstopajoča, mislim, te govori, neke te zelo prezence, ne, o tem, ko v bistvu Lakeith je pa igrani klik, ki pa mora biti skoraj neopazen v filmu, ne? In iz tega vidika zelo zanimivo, kako različne vlogi sta. Ampak tebi je bil, skratka, tudi ti si bolj za Kaluuya. Ja, mislim, meni je to mogoče vloga letošnjega leta. Tako, mene je tako, on mi naredi cel film zares. Aha, ok, super. Ja. Igor? Jaz se absolutno strinjam, Kaluuya je genijalen in meni se je zdel, jaz najprej nisem imel namena gledati filma, ker se mi je naslov zdel tak pretenciozen. Potem še vidiš, da je režiserjo ime Shaka King, mogoče mu je že od rojstva ime Shaka King, ampak se ti zdi, ok, nekdo po imenu Shaka King je dal ta naslov filmu, prav. Ampak moram reči, da sem zelo vesel, da sem ga videl, ker je super, pa tudi naslov recimo ima smisel znotraj tega, pa je ful boljš kot
če bi bil naslov, tako je bil Assassination of Jesse James. By the coward Robert Ford, ker to smo neki tu v tem teritoriju. The biography of Tripikce ali pa kako bi bilo. No, pa zanimivo mi je bilo tudi to, da sem isti lik videl povsem drugače interpretiran v 2 različnih filmih. V Trial of Chicago 7 se tudi pojavi tale Fred. In prav tam, najprej sem videl film, pa se ti zdi cool, potem pa vidiš tule, pa je toliko boljš. Jaz sem pa videla najprej Judas, pa pol Chicago 7 in se mi je zdel Chicago 7 res beden. Mislim, beden, tako pač. Okay. Mislim, sem res popolnoma miniaturno stransko vlogo, ampak ful mi je bilo tudi bizarno, je tako za Judas and the Black Messiah absolutno se sploh nič ne omenja, karkoli, da bi se dogajalo v Chicagu, medtem ko je iz Chicago 7 razvidno, da se to kakor zelo istočasno omenijo tisto, ko je bilo on zvezan, omenijo temo. Ne, v Judas and the Black Messiah omenijo sojenje. Omenijo, da so on ga zvezali in da je potem šel ven. Prej si gledala, jaz tudi se tega zdaj ne bi spomnil. Evo, zato ampak me tako bizarno, mislim, čist mimo grede. Valjda, tako da zanimiv je. No, tako da se mi zdi Kaluja neprimerljiv. Škoda, da na SNL sicer niso izkoristili, bi lahko imeli sceno, da tisti zadnji večer Lakeith reče get out. Onemu, ampak Zelo redko, da prideš do tega, da 2 vlogi, 2 igralca igrata 2 vlogi, ki na neki simbolni ravni sta povezani in ne namenoma. In je zelo pa da imaš v bistvu tudi posledično 2 filma, ki basically tematizirata zelo podobno stvar, sam iz različnih recimo aspektov, kada prej izgledal in tak ful fokusiran zgodovinski pogled na eno zelo burno obdobje v Ameriki. Zanimivo, tako generalno. No, pa čisto tako osebno, se bomo še mogoče pol pri glavnem filmu o tem govorili, ampak tale Judas and the Black Messiah meni izgledal kot partizanski film. Čisto tak prav on vibe, oni imajo secret meetings, imajo propagandne govore, rekrutirajo ljudi. Nasprotniki so very fucking dirty, mislim, pobijajo jih dejansko. Prav en vibe se mi je zdel. Plus pa še socializem. Nasprotniki so demokratična Amerika, medtem, ko mi nismo imeli jogurta. Kako smo šli mi tako? Sadnega jogurta, Mi nismo imeli sadnega jogurta, oni so pač sam pobijali tam protestnike in črnce in pač vse te, kar počnejo pravzaprav še danes, tako da v resnici se ni kaj dosti spremenilo. Medtem, ko mi pa imamo sadni jogurt. Mi pa smo ful napredovali, imamo sadni jogurt. Progres. Hvala, Janši. Mito, kako si ti videl stranske vloge? Veš kaj, pri moških stranskih vlogah imam ful vrzel noter, ker ravno toliko se sestavijo, da sem videl zgolj Trial of Chicago 7, tako da bom se vzdržal komentarja tukaj. Ker v bistvu Saša Baron Cohen meni ni, ne vem kako zdaj tam izstopal, da bi bil sploh nominiran, veš, za to, tako da v ostalih pa ne morem, ker nisem pogledal. No, meni se tudi Baron Cohen, je bil čisto v redu. Mislim, jaz sem skozi imela občutek, da je on prestar za to vlogo, ki jo igra. Ker se sem razumela, da sta kao one 2 old hippies, ampak tako mi je bilo, no, why are you here? Pa tako res je bil, kada bi skozi bil on and off character. Ful je bil nekonsistenten. Meni je bil malo preveč karikiran lik, on v tem filmu. Zelo je tako upbeat napisan in se mi zdi, da mislim, kaj je sploh problem, se mi zdi malo tega filma. Sej ga je užitek gledati zaradi tega, ker ima ful nekih zabavnih pa smart dober tempo momentov, dober tempo, ampak v bistvu to malo spodbija dejansko pač temo, katere se loteva film. Tako da je meni je bilo malo kontraproduktivno. Malo je spoliran, zglancan, tako precej. Zdi se, da malo je mogoče to tudi problem, jaz mislim, da tega retrospektivnega pripovedovanja o tem, kaj se v resnici zgodil, ker ti, ko so na sojenju, pač nimaš nekega feelinga, razen da je ta sodnik pač popolnoma fuknen, nimaš nekega feelinga, da je zdaj neka blazna krivica se jim godi, dokler za nazaj. Sodnik bi mogel biti nominiran. To je bila genialna vloga. Recimo, Če kdo ga že igra, vse ga igra. Angela. Skeletor / Nixon.
Ja. The one and only. Ja. Meni se je pa zelo zanimivo zdelo tale trial, glih kontrapunkt vsem ostalim filmom, filme kot so Minari, pa tudi Judas and the Black Messiah, pa Nomadland, Sound of Metal, so full eno umirjenost, zen, čuječnost. Tu pa je Rafal, Sorkinov, govorimo, pogovarjamo se in hodimo in govorimo. In tako Ja. Čeprav mislim, recimo, še ena res dobra sodna drama je v tej seriji od Steva McQueena, Small Axe, se pravi ta prvi film Mangrove, in je veliko boljša od Trial of Chicago 7. Okay. A je kdo od nas gledal One Night in Miami? Yes. Aha, kako pa je Leslie Odom Jr.? Ok. Mislim, tako. Film je že spet, sem ga prej hotela omeniti, zato ker v bistvu je to še tretji film, ki približno isto obdobje oziroma isto tematiko nagovarja, ki je v bistvu kakor fiktivna zgodba o tem, kako so se Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke pa tip, ki je bil v Predatorju. Ja, pa tip, ki je bil v Predatorju, kako se v Miamiju dobijo in se pogovarjajo o teh nekih vseh temah in je tako zanimivo, kaj valjda preigravajo te neke vse travme, ki jih imajo in potem seveda tragično 5 dni kasneje ubijajo Malcolm X-a in kao po tisti noči Cassius Clay rata Muhammad Ali. Regina King je zadevo zrežirala, se zdi ful kompetentno, tako je bilo zanimivo, glede na to, da film temelji na 4 tipih, ki se pogovarjajo, ampak so karakterji tako dost različni, da je zanimiv. Če se jaz ne motim, je to še en film, ki tudi temelji na neki dramski igri. Ja, neka predloga je bilo kar precej. Tako. Tako da je v redu. In Leslie Odom Jr., he's fine, ampak ni mi pa zdaj, da bi človek dol padel. Vse stvar je v tem, da sploh ne vem, kako so njega izbrali, ker vsi 4 so super. Ja. In zdaj enega od njih dati za tukaj noter... Jaz ne bi mogel reči, da nekdo da je tako bolj, izstopa. Ja. Mislim, meni je bil Muhammad Ali, mi je bil bolj zanimiv, ampak to je najbrž zato, ker je Muhammad Ali tak a cool guy in je potem vsta swag, ima neki izkušnji, mi ga je bilo tako bolj zanimiv gledati. Ne vem. Je pa zelo vredu film, kljub temu, da se dogaja v eni sobi, ne dobiš nobene občutka tesnobe ali karkoli takega, tak zelo relaxed lockdown. Ja. No, super. In smo pri kategoriji stranske igralke, bomo pol tako šli. A glavne igralce smo že zdaj. Ne, to, da bomo pol šli. Zdaj ne pri stranske pol, če smo že. Če hočeš suspens, draga Ana, pol ga boš pa dobro. Do konca. Čez 2 ure boste še jaz videli. Mogoče, ker tega do zdaj nisem naredil, seveda je fino, da najprej nominirance naštejem une, ker ne bojo zraven lista odpirali, to prej nismo. Skratka, za stransko žensko vlogo so nominirane Marija Bakalova, domnevam, da tako, za Borat in tako dalje. Potem Glenn Close za Hillbilly Elegy, ki ga je režiral Ron Howard. Olivia Colman za The Father, Amanda Seyfried za Manka in Yoo Jung-yeon za Minari. In skratka, jaz, mogoče bom to, kar zdaj jaz začel, jaz nisem videl Borata, nisem videl Hillbilly Elegy-ja, kjer je pač Glenn Close, domnevam, da Glenn Close in je pač... Mislim, da tega nikomor ni treba videti. Hillbilly Elegy. Bi polemiziral. Mislim, je Ron Howard, pa sem ga popluval. Jaz sem prav tako v naših komentarjih rekel, kako easy Ron Howard zafuka odlično zgodbo. Prav, kot da ne gleda filmov, ki jih njegovi indie kolegi v bistvu producirajo, ker zgodba ima en full dober naboj, pa momente, performansi so odlični. Ampak jaz sem v bistvu razočaran, zakaj ni Amy Adams mogoče kje, v kakšni nominaciji. Glenn Close je pa tako, she's perfect as always, ampak tako... Kaj to pomeni? Mislim, štekam, zakaj je tle noter, ampak kot bi, ne vem, Amy zamenil za Glenn. Ja. To bi bil moj komentar. Mislim, ampak si film dejansko zasluži biti v tej... Ne. Meni je razumljivo, da je samo tle se pojav, ker Ron Howard ne zna s to materijo. Vsi oni fucking flashbacki mi grejo na živce, glavni igralec mi gre na živce, muska mi gre na živce.
tako je, malo nerodno operira s to materijo. No? To je slabše kot Da Vinčijeva šifra. Moramo enkrat na epizodo omeniti. Ja, oprosti, moram reči, da je slabše. Okay. Mislim, jaz sem, ko sem si prebrala, o čem gre in kaj je predloga te knjige, me je najprej malo zaskrbel, zato ker predloga tega filma je kar kontroverzna. Zato, ker ta dud, ki je to doživel, je tako nekako, ja, vi ste si sami krivi, da ste revni, in tako v Ameriki ne obstaja sistemsko ničesar, ne. Tako da me je v bistvu ful skrbel, da bo film zapadel v nekako to naracijo, ki je ful škodljiva, ampak nekako temu se izogne, a ne, v smislu, nimaš občutka, da obsoja revne ljudi zato, ker so revni. In s tem, ker sem jaz najprej to prebrala, je s tem film pri meni že majčkeno zmagal, ni pa zdaj to absolutno nek presežek, tol. Glenn Close se mi zdi fajn, ampak se mi Amy Adams zdi skoraj boljš. Oja. Več da, dosti več. Mislim, Glenn, ko prevzame vlogo skrbnice, ne, takrat se izkaže, ampak polovico filma sploh ne vidiš. Kar se pa tiče tega messagea, se mi pa zdi, da je na koncu mogoče malo narodno prišlo ven iz kanala kot kao, pomagi si sam, pa boš zmagal, nekako tako. In se mi zdi, vse je nekak ameriški message to, ampak tako ful malo. No. No, jaz od teh, kar sem jih videl, v resnici sem bil tle kar v dilemi. Jaz mislim, da pač ni dileme, da si Amanda Seyfried tle ne zasluži kaj dost. Sicer se mi ni zdela slaba v manjku, ampak po drugi strani se mi pa tudi ni zdela, da je zdaj njena igra bila zdaj tok neka super, da bi si zaslužila sploh nominacijo ali karkoli. Čisto sem pa zgrožen nad kritikami, ki o njenim nastopu pač pišejo, kako je bila nebeško lepa in je večinoma se pojavila pač ta pač skratka čisto kriterij izgleda v resnici, no, od vsega noter. In zelo potem mi ostanete Olivia Colman in Jun, kjer ne vem, v resnici jaz sem na koncu stavil na Olivia Colman iz preprostega razloga, ker mislim, da The Father bi mogel nekaj dobiti, pa ne bo nič dobil razen tega. Medtem ko Minari bo pa dobil vse. To malo dvomim, no, ampak mislim, meni je bila sicer Jonova tudi čisto v redu, ampak po drugi strani se mi je zdelo tudi malo tako malo karikirana, no, pač babica, smešna babica migranta, no, to se mi je zdelo pač tako zelo na hiter. Olivia Colman pa v resnici tudi ne bi zdaj rekel, da je neki blazen, pač tam je Hopkins toliko zasenči, da nima, da večinoma bolj manj joka, pa je zgrožena, pa je pač tako, ampak glej, jaz mislim, da bo vseeno Olivia, no. Sem čist stupiti spada, jaz mislim, da je to žena iz Minarja, igralka, ne babica. Ne. Babica. Si definitivno. Ja, to še odlogo. Mi ni jasno, za kaj, come on. Mislim, jaz sem babico Jun nominirala potem, ko sem videla njen zahvalni govor na Baftah in mi je sam cute. To je moja. Mislim, zato ker tako, nisem videla Borata, ampak nobena izmed teh nominacij ni zdaj res tako, da bom se avtomatično mega strinjala. Amanda Seyfried nisem se sploh mogla odločiti točno, kera je, se je niti ne spomnim, katera izmed teh bajb je bila, kar pomeni, da Clearly tudi ni bila tako lepo posneta. Tista iz Mean Girls. Ja, to mi tudi ful noč veliko ne pomeni. Tako da, ne vem, ta stara mama iz Minari je bila pa tako neka taka, malo je bila frih, malo je bila tak, malo je bila stereotipna, malo je kap, tako, svašta se ji dogaja. Jaz imam taki feeling, da v bistvu malo uživa igralka v vlogi, je nek performance tam, ampak ne vem, če zato... Pa tako je lepo izdistala na Baftah, da je to ful dosežek, da so njej dali Bafto, ko so Britanci ponavadi taki poš. Tako da, Skratka, Maja si želi še enega takega govora za Oskarja. Pošle v PM še Američani. Jaz ne vem, Olivia Colman mi je zanimiva izbira tukaj. Priznam pa, da nisem zdaj gledal torej Manka in Borata, ne morem za toliko dobro ocenjevati, ampak Olivia mi je sicer vedno odlična, ampak The Father pa jo Anthony čist požre, pa se mi zdi, da tudi Olivia, mislim, ta lik njen ima zelo... nima kaj prav veliko. Nima dost materije za razpon. Vedno ima samo tisto zaprepadenost, kaj se dogaja. Pa tudi ona je glih pred kratkim dobila že Oscar. Do rab 2. Razen Meryl Streep. Jaz pa za razliko od vseh vas, očitno sem gledal Borata in Marija Bakalova je super.
mislim, lik njen je, da ona igra Boratovo hčerko in ona potem postane empowered. V glavnem, zelo čudne stvari se zgodijo v tem filmu, kot je tudi za pričakovati, ampak ta igralka to genialno izvede in vse scene, kjer sta z Sašo Baron Cohenom vsak v svojem liku genialno delujeta, kljub temu, da on dejansko cel film govori, on ne govori kazahstansko, seveda, ampak govori hebrejsko, ona govori nazaj bolgarsko in noben ga ne zmoti in krasno izvede ta lik, ga razvije. Mislim, je pa punca 19 let stara, na random audiciji iz regije so jo dobili in je pač res pokazala neverjetno dost. Drugače pa je zdaj pač vprašanje, ali bi kaj dobila, nekaj časa je kazalo, da je ful naklonjenost za to, da bi ta Marija Bakalova dobila, drugače pa mislim, da bo Jun dobila za Minari, tudi zato, ker vprašanje, koliko drugih nagrad lahko Minari dobi dejansko. Kljub temu, da je dober film, je v ostri konkurenci. Zato smo vsi svoj pik stavili, ne? Ta kategorija je v bistvu najbolj razpršena. Ja, tle smo kar all over the place. No. Skratka, definitivno nekdo od nas bo dobil točko. Ja. Ampak, Ana, zakaj pa ti meniš, da Amanda? Ja. Mislim, Borata nisem gledala, no, tako da tukaj ne vem, ampak glede na ostale bi jaz... Mislim, pač jaz sem to zelo tako, to stavnico zelo, ko bi rekla, vzela zelo, tak ne najdem besede. Kako se že reče? Ne na easy, ampak zelo špekulativno. Olivia Colman je že dobila. Ta mislim, da ne bo. Mislim, najprej bo Glenn Close dobila. No, to je... To da best podpišem, ta moj pik. A ni Glenn Close že dobila lani? A ni za unga? Je bila nominirana? Ne, za ženo. Da. To vlogo so vsi ful hvalili, da je bila res dobra. Consolation Oscar. Tako, nek ta, zdi se mi, da ne vem, mogoče veš, da jih bo potegnil mal ta, ko bi rekla, naklonjenost Hollywooda do starih, dobrih hollywoodskih blondink. Okay. Ne vem, mislim pač, glej, ne vem. Ja, ta kategorija ni neki bila presežna. Ja, bi rekla, da res ne. No, poglejte si Borata, pa pol govorite. Dobro, pogledali Borata. Skratka, smo pri glavnem igralcu, v kateri tle pa imamo Riza Ahmeda za Sound of Metal, imamo Chadwicka Bosemana za Ma Rainey z Black Bottom, ki smo ga že omenjali, Anthonyja Hopkinsa za The Father, Garyja Oldmana za Manka in Stevena Yuna za Minari. Skratka, kdo bo začel tle? Jaz mislim, da sem svoje že povedal. Meni je bil Steven tudi čisto v redu, čeprav se strinjam, da je igralka, ki je igrala njegovo ženo, bila v resnici boljša. On je pač tudi imel bolj tako reakcije na njo in tako. Riz Ahmed za Sound of Metal meni ni bil nekaj toliko posebnega, čeprav se mi je čisto dopadel. In Gary Oldmanu pa jaz ne bi dal, no, res. Gary Oldman, to pa ne. Ja, karkoli. To bo si začrčila, da si videl. Glej, sej on naredi, mislim, edino, kar štima v tem filmu, je on. Tle pač ni nekaj drugega, ampak pač pijan, propadl scenarist, ki leži v postli, pa je ful ima ta witty humor in hodi okrog in bogatim govori resnico v obraz. O moj bog, no. A res? A to mora dobiti Oscarja, no. Tako da ja, jaz sem na koncu pač špekulativno domnevam, da pač ne bojo mogli iti mimo smrti Chadwicka Bosemana, čeprav mimo bližnje smrti Anthonyja Hopkinsa. Najbrž tudi ne. Tvoj teufel. Tako da jaz mislim, da bo dvoboj tle. No. Jaz pričakujem, da bo dvoboj tle in jaz sem skratka stavil, da bo vseeno Chadwick Boseman, ki bi ga mogel dobiti že za Black Panther. Ja, mislim pa sej tako,
ni slab Chadwick Boseman v filmu. Mislim, meni se ni zdel zdaj nek presežek, da bi šlo dol padel, ampak se mi zdi, da je bil pa tudi čist dovolj dober, da si zasluži nominacijo, ampak jaz res mislim, da Američani niso sposobni razsodno razmišljati, ko jim nekdo umre. Jaz vem, da je to popolnoma nelogično, ampak that's how they roll. In da bojo dali njemu, zato da bojo vsi jokali, pa da se zdrkajo na te emocije in bo to. To se bo zgodilo. To se je zgodilo pri Heath Ledgerju in še neki, najbrž še daj druge v zgodovini in to se bo zgodilo. Jaz sem pa iz inata dal Anthony Hopkinsu moj pik. Vem, da ga bo dobil Chadwick, skoraj 90%, ampak mislim, da skoraj do zločin, če Anthony ne dobi. No, mislim, tak jaz... To je moj mnenje. Pa si gledal Marejni? Ne. No. Vsekakor, če bi jaz videl zgolj The Father, bi rekel absolutno Anthony Hopkins, hands down, ampak videl sem tudi Marejni z Black Bottom in wow, menim, da Chadwick definitivno odigra super vlogo. Ni prva odlična vloga, ki jo je odigral, ima pa intenziteto in žar in je super in škoda, da film ni boljši. Ker ona dva sta dobra, kaj že? Viola. Je tudi super, ampak pa tudi ostali igralci niso slabi z štorija, pa to, da je v bistvu samo drama, je pa problem, ampak on res krasno odigra in jaz se dejansko upam na to minimalno možnost, da bo ta enako število glasov dobila in bo ta oba dobila. Okay. Ja. Če pa se to že zgodilo, lahko dobite dva igralca, pol ne meče kovanca ali pa nekaj. Ne vem. Goldman Sachs ima prek štetje, ali nekdo, ali neka revizorska firma, ali nekdo tak, da potem že povejo. Jaz sem sicer tako, meni je bo Chadwick tudi v redu, jaz sem ravno včeraj pogledal tam Ma Rainey z Black Bottom. Sam, znotraj filma, ki mi pa ni bil dosti všeč. Mislim, filma, ki je zelo gledališki, ki je pač tako res, ful tudi so te pretirane emocije, pač on kar pripoveduje neko zgodbo o tem posilstvu svoje matere, res, ko prav ga vidiš, kada je na odru in se k publiki obrne. Mislim, malo tako, kdo tako govori kjerkoli na tem svetu. Boseman v tem filmu. Mislim, meni je full overacting. Pač. Tako da, mislim, meni ni deloval. Mi je pa, mislim, jaz sem dala glas Rizu Ahmedu, ki mi je v bistvu od teh bila meni osebno najboljša vloga. Meni je res full deloval in v bistvu je tudi neki igralec, ki se ga najbolj veselim v pač nadaljnih filmih in bi se mi zdel tako pač res noro, da bi on dobil. Mislim, Anthony Hopkins je super, ampak ne vem, jaz sem toliko naveličena njegovega obraza za res v filmih. Mislim, jaz ga sploh ne moram več. Pač meni je tako, mislim, jaz nisem pač imela tako nobenih čustev ob tem filmu. Nič. Ja, meni tudi, jaz sem... Nič. Ja, pač film tematizira predvsej tako naporno in čustveno stvar, pa se mi zdi, da tako zastavljen je film super, pa tako teoretično bi mogel res delovati, ampak na koncu sem lahko, okej. Jaz menim, da Hopkins in Oldman bi morala biti oba nominirana in po možnosti dobiti Oscarja za 19 let nazaj, ker sta bila v Drakuli. Ker tisto je bil resen presežek od obeh. Mislim, da Hopkins ga je tudi tu naredil, Oldman pa nikakor. Ne vem, meni se zdel, meni se zdel Hopkins izjemen, no. Je pa tudi, jaz ne vem, pač vprašanje, koliko, zdaj jaz bi to težko ločeval, ampak jaz, ki sem recimo doživel to, kako pač nekomu začne v bistvu slabeti zaradi starosti, zaradi Alzheimerja, zaradi marsičesa, pač skratka, se mi je zdelo, da je res tle ujel. Pač jaz ne morem verjetno, da nekdo lahko tako dober odigra to, posebej v teh letih, ki dejansko res že igra nekaj, kar je lahko njegova, ne vem, prihodnost čez en dan, 3 dni. To se mi je zdelo pač tle, res od tega, da je pač nasilen, do tega, da je žleht,
Do tega, da je nenadoma otroči, vseh teh eskapad čustvenih. Ne vem, meni se je zdelo pač tle, da je res izjemen in pa da je film posebej izjemen, kako je to naredil, kako je točno to strukturno skupaj povezano. To je bilo zanimivo, ja. Jaz imam podobno izkušnjo, mislim, zdaj imamo doma enega, pa moj dedek je imel podobno pot. In meni od vseh filmov, ki sem jih pogledal, ta se me najbolj dotaknil. Prav, film se mi je dal pa vse. Mislim, da Antoniju ful pomaga pač scenarij pa režiser, da je v bistvu to tako tight film. Tudi to je moj pik za film, ne? In da to njegov performance res povzdigne na next level, tako da zato... Ni to še tudi ni slišal za suspens. Ne. Overrated. Okay, normalno smo razdeljeni. Ja, ne, jaz menim, da tudi UN je bil odličen. Ker ga nismo posebej izpostavili, samo vsi izpostavimo, kak je Oldman, ne. Ampak UN tu na koncu abecedne lestvice je tudi bil super in me ne bi motilo, če bi mu dal nagrado ali Ahmedu. V bistvu, po mojem, bo Chadwick dobo, ampak kdorkoli razen Oldmana si jo zasluži. Ja, tle je kar močna kategorija. Drugače pa Steven je izjemen in kdo ga je gledal v The Walking Dead, verjetno ni vedel, da zna toliko dobro igrati. No, ampak pač The Walking Dead ravno ni odskočna deska za dobre igralce. Tako da sem vesel, no, da je tudi tam umrl in šel kam drugam. In smo še v eni kategoriji, ki ima tudi kar nekaj zelo močnih performansov, ali pa kako hočemo temu reči. Skratka, imamo Viola Davis za Ma Rainey's Black Bottom, imamo Andrew Day za The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby za Pieces of Woman in Frances McDormand za Nomadland in Carey Mulligan za Promising Young Woman. Tukaj je zdaj pač, kar se mene tiče, ena zanimiva pač dilema. Jaz, tako kot je Ana prej rekla, jaz pač dvomim, da lahko Frances še enega dobi. Pa isto Viola. Ja, mislim, da so tle, reži imamo ljudi, ki so dobili toliko Oscarjev. Mislim, Frances ima 2, ne, če se ne motim. Ja, Frances ima 2. Meryl fucking Streep, so what? Se strinjam. Frances ima 2, pa jaz mislim, da bo imela enkrat več jih. Ja, tudi jaz mislim. Ker bo dobila 2, ker je producentka. Snap, ja. Work, bitch. On tudi ne pozna suspenza. Glej, jaz sem ga včeraj pogledal in je izjemna. Frances je vedno izjemna. Sem jaz Se strinjam. po eni strani ne vem, no, zdi se mi tudi tako, da je Carey Mulligan naredila en Itak. preskok in da je tako zelo na en drugačen način izjemna k Frances in da mogoče si pa... Viola mi je bila že všeč, ampak se mi zdi, da vseeno v tistem filmu Chadwick to odnese, medtem ko Andrew Day pa ta 2 filma pa nisem uspel. Videl sem, da je Ana včeraj Pieces of a Woman dala, mislim, da... Grozen film. Pieces of Woman, jaz sem ga začela gledati, pa sem bila tako optimistično razpoložena, pa iz minute v minuto je moj optimizem letel skozi okno. Začne se še tako v redu, ampak pol pa sam... Ne, narobe. Prosim, ne. Mislim, grozljivo je. Pa mi je Vanessa Kirby tako odigra. Mislim, tako, nič ne moram reči, da je bilo zdaj kaj narobe, ampak pač to, kar mora igrati, je sam to, da pol ne moreš dati. Torej ne preseže svoje vloge iz Fast and Furious spin-offa, kjer igra sestro Jasona Stathama. Wow, Ja. ne, tudi Isto staro kot on. Tudi ne preseže, ni bila ona v Tenentu, a ne? Mislim, ona je v Crown, Princess Margaret. Boljš, Ja. najboljš. Tam je kar bila A izjemna. ne, Debbie, ki je v Tenetu. Kaj pa ta, Same da tall, blonde The United States vs. Billie Holiday, je pol kdo pogledal? Jaz sem pogledala. Moj odgovor na vse. Karantina. Glasbeni film. Glasbeni film. V bistvu sem si vse glasbene filme najprej pogledala, pa sem šla vse te zgodovinske, pa vse ostalo. Kaj je ostalo? Ja. Mislim tako, ful je... Ta film je razvlečen na več desetletij, zato ker govori o tem, kako je
FBI vodil desetletja narcotics case proti Billie Holiday in so jo na vsak način hoteli zašiti in so jo potem zašili dobesedno na smrtni posli, so jo pač uklenili, medtem ko je ona umirala zaradi pač narcotic overdose. In igralka je dobra, ampak se mi zdi, da je bogged down, ker film ni najboljši, ker je pač tako boring. Čeprav je njena zgodba ful tragična, cel preganjajo jo pa v bistvu ne zaradi drog, ampak zato, ker poje skozi Strange Fruit. Ker se že spet dogaja ta film v tem času, ker se očitno vsi teli filmi dogajajo. Tako da, meni je zelo žal, da je film ni tako dober, ker se mi zdi, da ona je sicer solidno naredi, ampak ne. Pač je Frances boljš. Jaz mislim, da ta kategorija za glavno žensko vlogo pač, da bi nujno rabila noter imeti Julio Gardner iz asistentke. Absolutno. Pa mogoče tudi celo Elizabeth Moss ali za Shirley ali pa za The Invisible Man. Absolutno. Ja, The Invisible Man je bil do konca kar spregledan. Mi smo še takrat, ko smo snemali, govorili, da je to Oscarjevska nominacija, mislim, da je nekdo omenil, in potem je vse naenkrat bilo zelo, zelo tiho. Za asistentko pa jaz sem itak, to je za me najbolj spregledan film. Se mi vseeno zdi, da ne vem, kako lahko nekaj takega spregledaš. Ne, mislim, čist po mojem so tako gledali, se smo že dali 2 oziroma 3 filme, ki so jih ženske naredile. Nominacij ne moramo zdaj dati še enega, kaj bo pa ljudje rekli. Kaj bo Fincher rekel? Zato po moje tudi... Zato po moje tudi ni noben iz Black Jesus and Messiah, ni noben nominiran, zato ker pol ne bi mogel biti... Pa bi bilo preveč, pa bi pa mogla leteti ven Oldman pa Hopkins, and then black people would be nominated vsi in potem bi bilo to, kako? Plus Korejc. Kako? Impossible. In to pa ne gre. Tako da, te dve vlogi... Jaz bi z lahkoto pač Promising Young Woman zamenjala za asistentko. Z lahkoto. Ja, se strinjam. Kaj hočeš reči, Promising Young Woman dala ven? Ja. Aha. Mislim, meni se zdaj, dobro, zdaj tematsko Preko Pieces of a Woman. Zdaj govorimo o najboljših filmih. Jaz mislim, da o igralkah. Ne, igralkah pa definitivno Vanessa Kirby. Ne, se pač tako, znotraj enih zelo podobnih tem so zbirali kar, mislim tako, Ampak vidim, Ana, da si tudi na koncu se za Carrie odločila. Ja, tudi v bistvu zaradi njenih drugih izjemnih vlog. Okay. Govorimo o Gatsbyju? Ja. Definitivno. Mito, kako se je tebi kaj zdela? Sumljivo tiho. Ja, zato ker se nisem mogel odločiti med Frances pa Carrie, ampak čakaj, kaj sem pa dal? Frances, ja. Vseeno ona nosi v tem filmu toliko teže, pa toliko v bistvu tematskih prepletov, pa vozlišč se zgodi skozi njen performance, da ker če zdaj zgolj kontrastiram med njima dvema, ni fair, ampak dajmo, ne, ima Carrie v bistvu zelo en tak drive, pa super ga izpelje, odlična igralka, mislim pa, da ima Frances več teh nekih nijans pa fines noter, ki jih je vedno sposobna skozi dati. Tako da dajte ji tretjega. Ja, se strinjam. Naivneži. In zdaj se že napetost lepo. Podelili smo torej že za glavnega igralca in igralko, za stranske vloge pa za tuji film. Zdaj gremo pa k režiserjem. In tukaj imamo malo filmov, o katerih smo zdaj že dosti govorili, skratka in Fincher je nominiran za Monk, in Chung za Minari, in Zhao za Nomadland, in Fennell za Promising Young Woman, je pa zraven tudi Vinterberg za Nožgane. Skratka, še so našli enega režiserja, da ne bojo same ženske. Tako da je Vinterberg, kje je tle presežek? Jaz sem tle pogledal vse, tako da tle lahko mogoče kaj več rečemo. Mislim, da tukaj smo bili vsi kar zelo složni. Ja, da je presežek Nomadland in pika. Da režijo si sigurno ona zasluži, zato ker nihče trenutno ne dela takih filmov, kot dela ona.
Ja, mislim, to je to. Najkrajši komentar na svetu. To je to in naslednje leto bomo imeli isto debato, samo da se bo film imenoval karkoli Eternals. Ja, pa če ne znajo nominirati žanrskih, to vrstnih žanrskih. Je se bil tudi Black Panther nominiran za en kup stvari. To je zato, ker so bili črnci. No. What's happening here? Sej vi Mortals pa imaš Eternals, imaš pa Indica, pa Angelino želi. Angelino želi. Ona je vse rase v enem. Ja. Drugače, meni je bil Winterberg sicer zelo fin, no, pa od vsega, ja, tle se je res zaslužil nominacijo, ampak Winterberg je, mislim, da naredil v svoji karieri precej boljše filme kot tega, vse, no, vsaj posebej tudi z tega stališča pač režije, čeprav pač tle notri te njegove zelo temne podobe, včasih, mislim, meni so bile lepe, ampak ja, Nomadland, s to kamero na pol neko dokumentarno kamero, pač meni se je zdel pač res presežek, ki ga drugje, mogoče še Mina Rim je bil še ok, Mank res pač spet, ne. Promising Young Woman pa ok, se bi čist zgledno narejen, ampak da bi pa bil za režijo tok, se mi pa ni zdelo, no. Ampak asistentka spet le manjka. Ja, asistentka pa tudi včasih, oziroma nikoli redko, včasih vedno, od Eliza Hitman, pa pač definitivno First Cup od Kelly Reichardt. Mislim, definitivno so pač v 2020 ženske delale veliko boljše filme. Ja, in še One Night in Miami. Ne nujno režijo scenarij, ampak mislim, boljši je kot Mank. To ni težko reči. Tudi kar se režije tiče, po mojem boljš k Promising Young Woman ali pa tu nekje. No. Ker je zelo vredu pace, pa vse skupaj narejeno, pa kak like predstavi, pa notoven. Again, pa bi mogli Fincherja ven vršt, pa bi bil žaljen. Mislim pa tudi meni Minari mi res ni dober režiran film. Malo je, kako ne rečem, ohlapen. Veš, ni tak tajt z neko vizijo. Ne? Meni je malo plesal takole v nekem fokusu. No, medtem ko Chloe Zhao ima, tako sproščen zgleda film, kot nek Terence Malick, ki je malo Terence Malick, ki je na travci, razumeš, ampak ima pa full... Točno ve, kaj. Točno ve, kaj. Nič ni odvečnega, vse je točno tam, ko mora biti in to je meni... To se jaz sicer ne strinjam. Se ne strinjam? Pač Minari mi je bil, razumem, zakaj je Minari noter, ker pač ta ameriška pokrajina in ta mitologija ameriškega zahoda, karkoli noter in je logična. Meni je Nomadland šel v enih delih zelo na živce in mi ni bil, in se mi je zdel tako zelo, pač vidi se vseeno, da je vendarle tle ni režiserka, ki bi imela za sabo 500 filmov, čeprav pač ima v redu filme in vse. Ampak zdelo se mi je, da tako ene stvari dela, da pač niso sentimentalne. Da ima pač to, kot sem rekel, napol nek dokumentarc feeling. Mi je ful šlo na jedro vsi ti prizori, vožnje skozi pokrajino s tem klinčevim sentimentalnim klavirjem, ko mora ona po nekem dogodku, ki ga je izvedla popolnoma nesentimentalno, se ona odpelje in potem ping, 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 in gledaš si, in je bilo tako, o moj bog, a res moramo... Ne, meni je v bistvu čar tega filma, da takšne elemente, kot si jih zdaj izpostavil, kot mogoče manjko, pašajo v to celoto kot gradnik te velike slike ameriške pokrajine. Nič meni niso pa se plus to, lahko posnameš film o Amazonu, v katerem delavka dela v Amazonovem skladišču in izustiš stavek, ne, ful je dobro, ful mi dobro plačajo. Zato, ker to ni bil point tega. To je obstranski komentar, Bezos je asshole, pa naš kapitalizem nas fuka urit. Fora je o tem, kako ti ljudje se nočejo zakoreniniti. To že razumem. Tole so boljše. Amazon v skladiščih boljše plača, kot tam, kjer prodajajo na tiste neke čanike. Tudi ni primerjave v tem, koliko ona zasluži, zato je tisto njej dobro plačano in ona tam dela tisti par tednov in to je to. Vse razumem, sem pač ne moreš mimo tega. No. Pač meni je to tako se mi je zdel, kot ok, bomo pač tle bomo pač šli osebno zgodbo furali in bomo pozabili na to, da je ta
cela zgodba njena je, da so tam celo mesto zaprli zaradi rudnika, pa tako, pol pa mimogrede rečeš, Amazon je pa cool. Mislim, to meni ne gre skupaj. No. In tle pač imam jaz probleme. Še vedno je to najboljši film. Ne, mislim, najboljša režija. Zdaj pa pri režiji. Še vedno je to najboljša režija, ker noben ni nič počel. Mislim, v nobenih od teh filmov jaz nisem videl, a veš, ni bilo nič od kamere, da bi kdorkoli izgledal, kot da se je mogel potruditi za kakšen šov. Fincher si je ful pogledal, da se bojo stvari delale črno-bele. Fincher se je ful trudil in si je zelo dobro pogledal Državljana Kejna in je rekel, I could do that, in dokazal, da he couldn't come close, in to je to. Mislim, da nima smisla delati stvari po... Mislim, Mank je super film, če se hočeš pač učiti o zgodovini filma. Mank je tak didaktičen film. Ampak je ful boljši Barton Fink ali pa vsi ti ostali filmi od bratov Coen. Kaj tam... Cezar. Cezar, Cezar je krasen. Hell Caesar, sorry. Ja. Ne, se pa slovensko bilo. Cezar, ja. Aha, slovenski prevod. How about that? Ja, skratka, no, tu smo vseeno pol na koncu enotni in je pač Nomadland režija pobrala vse. Skratka, bomo videli, če bo tako na koncu, no. Jaz nekako sumim, da bi vseeno se lahko zgodilo tukaj drugega, ampak... Ja, kakšen Fincher, ne? Tudi za pretekla, ne za ta film, ampak... Pa se Fincher že ima za Social Network, si... Za Social Network. Za režijo je dobo za Social Network. On še ni doma. Za režijo še on ni doma. Zato se pa tako muči. Zato je izbral najboljši film vseh cajtov in rekel, jaz bom pa zdaj naredil nadaljevanje. Sem si pa zdaj pogledala Citizen Kane, pa tako. It's alright. Super, to bom dal ta citat na plakat. Citizen Kane, it's alright. Prav, imate bil samo nominiran za Social Network in for some reason za Benjamina Buttona. What the fuck je bilo to? A to on naredil. Ja, ugotovili smo, da Mank ni njegov najslabši film. Yes. Ja, definitivno ni, ne. Čeprav meni tudi Social Network, že, če smo pri tem ni bil. Ok, Aljoša, ti imaš v nekaj heretične. Social Network je tako tak fajn, če hočeš vedeti, kaj se je zgodil, pa ne bi glih nujno gledal dokumentarca. Ok. Mislim, meni je bil Social Network super, ful je naspediran film in ful je dobra igra, zanimiva štorija. Fincher do zdaj meni zmaga sam per, kaj je že, Mindhunterju. Kaj pa Seven? Ne. No, Seven too scared. Seven ni videl, because too scared. Ne, samo. Šli bomo dalje, ker zdaj pa res prehajamo na področje, kjer se bomo sam še kregali. Alien 3. In zdaj smo pri, skratka, največji kategoriji pri filmu. Mislim, da smo se sicer že vsi izdali malo, pač kaj se bo tukaj zgodil. Ampak jaz bom spremenil stavo, pa bom dal za Trial of the Chicago 7, pa bom vse presenetil. A upaš, da se bo kakšen Spotlight zgodil? A ni Spotlight takrat dobil Oskarja za film, ko noben ni pričakoval, da bo dobil Spotlight Oskarja za film. So ga pol dal. Zato, ker je film želel nekaj povedati o družbi, v kateri živimo. Green Book se malo hecal. Ja, jaz sem tam tudi na blef stavil, pa sem bolj dobil piko. Mislim, odkot Green Book. No, skratka, tle... Ker drugače bi ga Črnc dobil. Come on. Skratka, tle so seveda nominirani vsi, ki smo jih danes že omenjali, The Father, Judas and the Black Messiah, ki ga imamo zdaj spet, ker druge v teh ni bil nominiran, razen za stranske. Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal in The Trial of the Chicago 7. In tle bom jaz dal na tej točki besedo Ani, ki je edina, ki ni glasovala za en film, za katerega smo vsi drugi in ki bo ostal še nekaj trenutkov skrivnost. Ana je glasovala za Sound of Metal. Zakaj? Ja, zato ker me je v bistvu ta film od teh, ki sem jih pogledala, me je najbolj pozitivno presenetil oziroma najbolj v bistvu nek nepričakovan film, tako najbolj svež. Res... Mislim, nam je res pustil en zelo velik pečat, no, in v bistvu to, kar si prej govoril o Nomadland, ne, mislim,
meni sta oba prejšnja filma od Chloe Zhao boljša od Nomadland. In iz tega vidika, mislim, dala bi za režijo zaradi tega, ker res, mislim, to, kar ona dela, je zakon, ampak mislim, meni osebno mi je bil Sound of Metal boljši film, bolj zaokrožen, bolj tight, bolj mi stoji. No. Mislim, jaz imam zelo podobne pomisleke, ki si jih imel ti. Meni se zdi pač par stvari v Nomadland, mogoče malo, mislim, tako se mi zdi, da so zelo na hiter to naredili in da se niso zelo veliko ukvarjali z nekimi detajli, čeprav je tega tudi zelo veliko, ampak ne vem, sploh ta scena, ko gre ona domov k sestri po ta denar, mi je absolutno me je čisto ven vrgla, no, ful se mi ni zdela okej. Pa še par takih momentov je umestno, ki ni se mi čist sestavljeno, no. Pa tudi klavir je meni. No, še ena, hvala Bogu. Ja, tle imaš seveda rock, ne, tle bolj, oziroma metal, ne bi bil bolje hard rock, ampak pustimo te malenkosti. Meni se tle zdel, mene edino mogoče pri Sound of Metal, jaz sem pa imel ravno obratno, da sem ful več pričakoval, ker so ful si govorili, kako je eksperimentalen z zvokom in ne vem kaj. Posebej meni tle ni zdel toliko nič posebnega. Mi je bil pa super, pač od tistega momenta, ko on pride v komuno, ali kakokoli hočemo to imenovati, no skratka so ti neka komuna pač odvisnikov, ki so še, pač ki so gluhi, in kako v bistvu prikaže na en zelo nepretenciozen, pa vsi smo malo pričakovali, kaj se bo njemu zgodili, ne vem kaj, ampak se mi je vseeno zdelo, da je pokazal to, pač z tole montažo teh prizorov, kako on počasi se gradi v to skupnost. In to se mi je zdelo pa zelo dobro. Krati jaz ne vem, kako so Američani videli pač ta film, ker sem ga pač piratsko videl, oziroma in sem imel podnapise. Medtem ko Američani domnevam, da ne vem, so imeli podnapise, če so ga gledali v kinu, ker so pač seveda pride pol momenti, ko pač pride govorica, pač znakovna govorica in znakovni jezik in jaz pač brez podnapisov ne bi vedel, kaj se točno dogaja. No? Film je bil s podnapisi, mislim, da v celoti opremljen. Mislim, mogoče bi mogel ta film gledati v kinu, pa bi potem mogoče dojel, kaj je z zvokovno sliko želel narediti. Ampak meni se zdi, jaz sem videla že boljši film na to temo, It's All Gone Pete Tong. Meni je ta film boljši, ker ima isto temo, isti princip, isto pač glasbenik, ki izgubi sluh in je boljši. Se Sound of Metal je nice, ampak je boljši. Ja, dobro, mogoče je pač nostalgija mladosti pa to. Da bom šla zdaj še enkrat gledati, ampak imaš maybe point. Ampak, ja, mislim, jaz sem podobno kot Aljoša pričakovala več. Ne vem kaj, ampak... Ja, ampak jaz res mislim, da tle je bil pač ta overhype je bil, ker pač Američani niso vajeni videti filma, kjer je pač neki zvok malo drugačen, kar smo že pri Tenetu videli. Ampak, mislim, me pa ful veseli tudi, da je Riz Ahmed dobil nominacijo in v končni fazi tudi, da je ta film dobil nominacijo, ker sem zdi pa vse glih to amazing, čist tako. Ja, jaz definitivno sem tako, glizar tega, ker je bilo toliko hajpa okrog tega filma, sem si rekla, to zihar. Pa me je pol res, mislim, lahko da sem imela tudi sam pač točen tak dan, ko mi je ta film res sedel in je pač nagovoril čisto vse, kar mislim, da mi je pač res ful veliko, ko sem ga gledala in se mi zdi, da si definitivno tudi zasluži neko tako nagrado. Ker mi vsi ostali smo bili boring, pa smo dali Nomadland. Ja, ampak jaz se res pričakujem, da ga bo dobil. Jaz bi recimo tudi, če bi ga The Father dobil, ne bi bil recimo... Sploh ne bi bil razočaran. Ja. Jaz mi je največjo dilemo med Father pa Nomadland, po messageu, pa izvedbi, pa obrti, pa vse skupaj. Torej celota, ki je, sta mi obadva čisto enakovredna, tako da tu sem pač šel... Mislim, da glede mogoče malo na hype, ki ga Nomadland že pobira, je naredil po krogih, je pa celar, mislim, da tu paket, ki ga je dostavil, ne, pa message, ki ga je želel projecirati ven, naredil top. Ne, tak da. Ja. Mislim, mene osebno tudi ne bi čudilo, če bi na koncu dobil Minari ali pa Judah and the Black Messiah, zato ker na koncu tako, kot se glasuje, dostkrat tako, kot je bil takrat spotlight moment, bi se lahko zgodilo, ampak menim, da Nomadland bo na koncu vseeno,
ki ima hype že od Riderja dalje, od Jezdeca. Od takrat tisti film je naredil full vtis na full ljudi, ampak ne dovolj, da bi lahko bil sploh nominiran. In eden od ljudi, na katere je naredil vtis, je bila Frances McDormand. In potem je začela McDormand z Chloe Zhao delati ta film, tako da je kar nekaj časa že gradila. Vem, takrat, ko je bila premierno Jezdec oziroma ko je bil ekran tukaj v kinoteki predstavljen, ko sta vedve z Sanjo imele še predstavitev, si omenila že Nomadland in potem dostkrat zasledil kasneje v medijih, da se piše o tem filmu in mislim, da redko kdaj ima film toliko dolgo cajta, toliko pozitiven hype. Mislim pa tudi se mi zdi, glede na to, da je Chloe Zhao to zdaj že potrjena za nek ta MCU. Je že potrjena, že moralo biti zunaj, ja. Pač se mi zdi, da je trenutno kar zelo nek velik moment za njo, da je Hollywood zelo naklonjen v tem trenutku. Ja. No, to, koliko je pa njena mama vam padala, kaj je že bilo nekaj v zvezi z nekim bojkotom Američanov? Ja, ne, bojkotom Oskarjev ali kaj, zato ker je ta enkrat rekla Chloe, da ni mogla na Kitajskem živeti svobodno pred 100 leti ali nekaj takega in se spravili na Oskarje. Ja. Glavnem cela neka štala še je to, ampak mislim, da ne bo vplivalo. Ne. To kvečemu pomaga, bi se. Toliko low level je, da... Ja, jaz mislim, da jaz sicer mislim, da Judas and the Black Messiah nima toliko možnosti. Jaz bi tako rekel, da med Father, Minari pa Nomadland bi jaz pričakoval, da bo karkoli, če bo karkoli drugega, me bo presenetilo. Ja, tudi mene. Zdaj Sound of Metal me tudi mene v končni fazi ne bi motil. Judas and the Black Messiah se mi ni zdel kot celota to govorilo. Tle pač Daniel Kaluuya vodi ta film in njega gledaš in mogoče to, ko ga gledaš, da ne vidiš, da ima kup nekih drugih napak v tempu, v dialogih, v odnosih, ampak ne vem. Ja, meni je to recimo pri Minariju motor. Meni so bili zelo taki, a veš, tisti tako, ne vem, ta lik tega pač veterana. Mislim, mi je čist prevelika karikatura. Pač ta moment, ko jim zgori ta skedan, je bil tako pač grozno predvidljiv, da ne vem, tudi mislim, ful se preveč naslanja na cuteness od tega pač najmlajšega sina, pa tudi ta v bistvu ta prizor s tem, ko on pač končno prvič steče, mi je mal preveč Forrest Gumpi. Ne vem, tako, ful mi niso delovali, pač ful veliko elementov mi ni. Zelo so mi bili všeč odnosi, tudi med pač družino in mislim, da bi ful mogli več časa posvetiti temu, kako oni funkcionirajo kot neka družinska celica. No, tudi recimo sestra, mislim, da jo ne bi bilo sploh v filmu, čist pozabijo na njo. Pa bi ful lahko bil lep lik, marsikaj bi lahko naredili s tem. Meni se zdi, da Minari se tako močno začne, pa tako nekako dalj cajta traja, bolj se to razvodeni predvsem. Ja. Pa se mi zdi, da tako odpre ful različnih stvari, tako ta fotor-mrtka element, pa job, pa denar, pa babica, otroc, pa otroc okolje, pa ta mal, ki ima srčno napako ali ne. Pa nobene stvari zares ful ne zapre. Kar pa filmu še najbolj zameram, je pa to, da Minari, ki je ta rastlina, ki jo babica pa vnuček tam posadita, ki je naslov filma, pa at any point ne razložijo zares, kaj je point te rastline. Poetično je. Ja, ampak a veš, tako, point Minarija je, da v drugi sezoni šele se razcveti. A veš, da ko prva žitev pač umre, crkne, misliš, da je vsega konc in v drugo je pa pol povsod. In to je super pač poetično in metafora, ampak se mi zdi, da nekako ni to iz filma ven, nekako to ni. Zdaj, ko si mi ti povedala, sem prvič to slišala. In je super. V resnici si mi tak zasluž. Koliko nas je nategnil? Ja, ampak, a veš, ka ti, a ne, mi ne poznamo tega peteršilja, to je kukoren peteršilja. Japonski peteršilja. In je, mislim, tako bravo, res alegorija, pa metafora, ful dobro, ampak tudi film sam po sebi ti ne da tega, ker v bistvu
se konča nekako tako pozitivno, ampak nimaš pa zdaj občutka, da zdaj so pa, ne vem, 2 leta kasneje obrnili nov list in zdaj vse. Jaz sem pa nekako tak, da babica prinese tole zel peteršilj iz Koreje, prime se bolj ali manj, taki feeling smo vse posod, če kljub temu, da ona zbere in na koncu jim samo to ostane. Pač ta neki edina sled, ki še jim je ostala njihove bivše države ali veš, dežele, to nekako. Kar je dosti bolj siromašno kot to, kar si ti povedala, ampak kajde. Veš, pa tudi to, da jim ostane, to je tako, mislim, v redu. Tako, ful se v redu, ful ima močen začetek in pa nekako tako, niso vedeli. Ja, škoda, mislim tudi so ene stvari, seveda, tako, ker sta obe rekli, oziroma kot Jana rekla, pač ta požar je pretiran, ne. Pač najmo ne odkupijo, pač nikjer ne more to zelenjava tam zgnije. Vem, da to ni tako filmično, kot je požar, ampak jebet ga, vse pač life ni filmičen. In tle so mogoče, mal zguben, ampak nikoli ne veš, cuteness moment bo mogoče dovolj. Ne vem. Mislim tako, The Father je pa tudi, mislim, je zelo dober film, tako res je smart, tukaj je dober narejen, ampak meni je mogoče zelo mal pač predober. In se pol, mislim, zgubi se mi nek ta, zelo mi je, ne vem, tako matematičen preveč za temo, ki jo obravnava. Skoraj kot da bi ga Fincher naredil. To je zelo natančen, to je res, malo mogoče lahko deluje, malo tako. Jaz sem ga tako gledala, mene, mislim, me je to pač malo zmotelno. Kaj pa, ko smo že, ko je Maja omenjala ta cute moment, otroški cute moment, kaj pa Eddie Redmayne pa The Trial of the Chicago 7? A to pa nobenemu ni všeč, on ka malo je slab, pa tako vsake tok cajta. Meni se je zelo dopada. Meni je Eddie fenomenalen. Mislim, meni je Eddie v tem filmu všeč sam zato, ker ima skozi roke v žepih. Ja, pa tako je pač pa demokratija iz SDS-a. To sem tudi imela malo whiplash, ko sem gledala. To si imeli. Jaz sem se skoraj že šel pritožiti, zakaj ne menjajo tega imena, da to pa res ne more tako delati. Mislim, The Trial of the Chicago 7 je bil smart man samo v tem, kako so ne prikazali te demonstracije, ki so se zgodile. To mi je bil edin tak smart moment, ker sem od filma pričakovala, da bomo zdaj imeli nek picket line, pa tam, in pa gre kamera drugam, ker so se jim druge stvari zgodile in v bistvu sploh ti nimaš, film ti ne da tega une filmske pornografije, ki pol kopsi pridejo pa z bombajo, tam pa voditi pa. Veš, zakaj, ker ga je režiral tip, ki je bil prej scenarist in ne Michael Bay. A res? Kva? Je Sorkin. To je njegov drugi film, v bistvu. In je vedel, da masovke delati bi bilo zagotovo bistveno težje, kot pa to, da ljudje govorijo, kar je bil njegov strong suit. Medtem, ko če bi Fincher delal ta film, bi pa, imel fight porn. Ja. Ali pa Michael Bay. Je trajalo, Chicago se njegova najbolj močna točka je res ta tema pa dialogi, veš, ampak trpi pa ful ostalih zadev, da bi zdaj si zaslužil najfilm. Mogoče pa scenariju, tam ga vidim, da kaj pobere. A še na hitro omenimo scenarij pa animirani film? Lahko vemo zelo na hitro. Kaj pa prav mislim, zakaj ga ona ne dobi? To še te zanima. Ja. Kaj smo en taki feeling pri tem filmu, da pač če ga dobi, bom ful presenečen, ampak presenečen, če ga ona dobi, zakaj ga Tarantino za Django ta ni dobil, ker je tako zelo v isti špuri. A veš, pa štekam temu, pa vse, pa da bestija. Kako smo se že mi takrat pogovarjali na našem podcastu, da je zelo skripti in zelo tako sledi neki tem tistrit, ampak na koncu tako. Pa tema je ful taka močna, pa jo na zanimiv način jo tudi obravnava, ko preigrava vse te neke klišeje, pa ti ne da v bistvu ti da in ti ne da nek satisfactory end, ampak alles zusammen, Gesamtkunstwerk pa to glih ni, da bi človek dol padel. Ja, mislim, da se mu ful pozna, da je to prvi film, in da mu na velik momentih mu zmanjka neki, sploh pol, kar res začneš premišljati o njem, ima super dele, ampak kot celota
Tako, mislim, pa kar velik delov je tudi meni zelo problematičnih v tem filmu. No. Tako da, ne vem, meni se to ne zdi film sploh, da bi ga nominiral za najboljši film. Ja, jaz bom tudi ponovil, da pač... Ja, asistentka. Mislim, Boljš. Mislim, ker nemogoče jo je ne primerjati in pač ravno zaradi tega meni pač nemogoče, da kdo da ta film noter, pozabi pa na asistentko, ker je tako res, kada bi praznino postavil točno tam, ker točno veš, kaj bi moglo tam biti. No. Ampak, veš, asistentka mogoče it hits a little bit too close home. Ja, mogoče je res, ja. Jaz bi še eno stvar izpostavil, da tukaj je pa mislim, da rekordno število prvencev oziroma drugih filmov. Father je prvenec, Promising Young Woman je prvenec, Sound of Metal je prvenec, Trial of Chicago 7 je drugi film, Judas and the Black Messiah tudi, Minari, menda mogoče tretji, isto Nomadland v bistvu. Sam Fincher, ta nek stari prvi. Fincher, ja. Ja, v bistvu je Fincher edini, ki ima neko resno filmografijo za sabo od teh, ki so nominirani za... Mogoče je zdaj filmska industrija, če včasih jaz gledam, da knjižna gre zelo po filmski industriji, tle pa se mogoče obrača, ker pri knjigah je zadnja leta zelo pogosto tako, tudi pri nas ne na zadnje, da dobivajo prvenci. Ne na zadnje, mislim, da je v zadnjih 10 letih v Sloveniji Kresnika dobil, mislim, 3 ali 4 prvenec. In je pač tako, vedno se pač išče kada neka nova poetika, nek nov način, ki pa ga pol ponavadi nihče ne zna ponoviti, ali pa ravno to počne, da se začne ponavljati. Tako da mogoče, gledaj, pač jaz bom rekel, da v končni fazi, ko pogledam zdaj te filme, se mi vseeno zdi neka večja raznolikost in mi je všeč. A veš, da res ne gledamo zdaj gor, ne vem, Finchera, Sorkina, pa še enih 5 drugih tipov. Ne? Pa mislim, da je letos, vsem se pozna, da zelo veliko enih večjih filmov mogoče ni pa šlo ven. In se pozna v bistvu neka ta raznolikost v tem momentu, da mogoče so prišli na Oskarje neki filmi, ki sicer ne bi. Definitivno. Ja, no to zagotovo. No. Tako da bomo videli drug let, kaj bo v resnici. Oziroma, mogoče niti drug let, če ne. Zdaj bodo filmi vsekakor prišli ven. Tudi pač jih dajo potem vzporedno na streaming ali pa kakorkoli, tako da zdaj bomo videli te filme, ki bi letos bili nominirani, James Bond, pa Fast and Furious, pa Black Widow. Black Widow, vse to, kar je bilo predstavljeno. Mogoče lahko kaj rečemo o tem, kako odsoten je Tenet iz celotne tega. Čudovito odsoten. Mesec je čudovito odsoten. Unga bo dobil. Za enega za efekte smo vsi rekli. Ampak recimo, ne vem, mislim, pač vloga, jaz mislim, da bi si mogoče celo zaslužila kaj. Washington? Protagonist. Ja. Je Debiki pa definitivno ne, pa kaj je ruski oligarh. Kena, Brana. Izmed vseh teh ima za najmanj zapovedati. Tak 0. No, razen tega, kar je izpostavil... Jaz se absolutno strinjam. Ne, kaj pa to, kar je izpostavil Komel, ko je bil pri nas na podcastu. Da v bistvu, kar se mi je zdela zelo zanimiva ideja, da tako cela ideja, da oni hočejo nazaj čas zavrteti, je preprost odgovor na to, kako mi ravnamo z zemljo. Mi uničujemo prihodnosti pač planet, in oni enostavno edino, kar lahko na koncu naredijo, je, da nam uničijo pač čas še zraven. In da je to eno tu not dost skrito, ampak ja. Viš, ta dost skrito je problem. To je problem, je dost problem v tem primeru. Ampak končno sem našel nekaj zanimivega v nečem, kar se pretenciozno pretvarja, da je zanimivo. Mislim, ja, zanimivo je, da je popolnoma pozabljen v bistvu. To imaš prav, ne? Ker to je bil v bistvu edini tak večji film v kinu, nek tak blockbuster, ki ponovadi se kaj nominira, ker pač je Nolan, pa vseh njih pač ni zdaj čist za nič, a ne v smislu, a veš, tako larpurlatizem je mal out. Ja. In to je larpurlatizem. Ja. In mislim, da bi takšen film 10-20 let nazaj bil mega, pa bi tudi kakšna v nagradco več pobral. Tako pa mislim, da Nolan že malo na plafon pribija za tem svojimi zelo zaštrikanimi koncepti, ne? Ker če pa tu pogledaš message, pa pomenljivost teh messageov je pa, sorry, to je čist druga liga. Ja, ne, definitivno. Ja. Tako da,
Ne, brata malo nazaj pokliče, pa spiše tako konkretnega. Ja. Westworld, the movie. Naslednje leto, ko bo Zack Snyder nominiran povsod, boste pa tiho. Dajmo mogoče na hitro, vsak lahko pove za kakšno kategorijo, kjer še ima svojega favorita, recimo, pa nismo seveda te kategorije do zdaj omenjali. Jaz bom rekel, da pač zvok gotovo dobi film, ki ima zvok v naslovu, tako da tle nimam ok. Tenet po moje dobi za, kot sem že rekel, za efekte. Ne? Ti si gledal tudi Love and Monster, se ga ne priseže? Ne. Tisti monstri so pač povečane žuželke, nič blazno posebnega. No. The Midnight Sky bi mogoče bil zanimiv, ampak jaz mislim, da je vseeno Tenet tle precej boljše. No. Ja, mislim, da je to tako za te puriste ali pa purletiste, v bistvu Tenet bolj zanimiv, ker se res z medijem toliko poigrava. Pač v tem smislu sem ga jaz tudi odkljukal. No. Kaj pa animacija? Ste kaj pogledali? Wolfwalkers. Jaz mislim, da bo Soul dobil. Mislim, da bo Soul dobil, ampak definitivno mi je Wolfwalkers boljši. Mislim, boljši. V bistvu Soul me je, moram reči, zelo pozitivno presenetil. No? Mislim, šla sem ga gledati z nekim res takim precejšnjim odporom, ki ga imam do nekih teh pač Pixarjevih filmov, ker pač sem zelo velika fanica pač ročne animacije in pač Wolfwalkers in vse, kar dela Cartoon Saloon, je tukaj definitivno, mislim, zame svetlobna leta stran od teh računalniških animacij, ne glede na to, kako dobro so narejene, ampak v bistvu me je parkrat zelo lepo presenetil, no, sploh ta del, ki je dejansko kot ta osreden, kjer so pač te duše, ker ima zelo ene lepe navezave na neke klasične pač animacije, tudi malo mogoče na Lalinejo, malo se poigrava s temi črtami in tako, tudi liki znotraj tega so super, no, tako da moram reči, da sem bila kar na koncu navdušena, no. Da mi je bil zelo, zelo fajn. Ja, mislim, jaz Wolfwalkers itak zmaga. Mene je nažalost, recimo, presenetil Onward, ampak zato, ker it got me, ker je D&D navdahnjen. Pa sem bila tako, god damn it, nočem te marati, ampak igraš se s temi D&D tropi in I like those. Tako da sem bila pozitivno presenečena. Medtem ko Over the Moon hated it. Yep. Hated it. Pač, tako začne se tako ful, ok, ne. Pa tako, najprej sem bila še tako, ok, cool, pač neka ta kitajska tema, pa Offenandog je delal. Ne, pač ne, oprosti. Ja, tudi zgoraj ni bilo tista lunarja, ki je Angry Birds, Candy Crush, mešanca nekega zemljevida. Ja. Tiste meni bilo tudi čist kar nekaj. No. Not good. Čeprav tam edina je bil ona, ki je zapela, je edini pameten komad. Ti zbo itak najbolj dobolj za komad. A bo od kaj drugega. So ne vem, kaj nominiran. Jaz sem zdaj tudi pozabil. Ja, jaz mislim, da za Wolfwalkers, da nisem gledal še Soul, čakam, če bo Disney Plus ali pa kino, da bo sinhro, da lahko gledam skupaj z hčerko. Ampak Wolfwalkers je krasen. Pa si ne znam predstavljati, da je boljš lahko. Ampak, a si znaš predstavljati, da ne dobi? Ja, seveda. Lažje. Seveda. Drugače za pesem pa je eden iz onega Eurovizija filma, tako da mislim, da tisto mora dobiti Oskarja. A tisto bi ti imel. Čeprav mislim, Soul je res ful dober, so narejeni glasovi. Mislim, tako ful je pomemben. Vem, ampak a si gledala Disneyjeve sinhronizacije zadnje leta v kinu kdaj? Ne. Brilliant so, res. Jaz dostkrat vidim obe verziji in ni da zgubi. Ful so dobro narejene, tudi glasba, vse. Tako da ja. Sem pripričan, da jim bo tudi to potratalo. Okay.
Kaj pa vi za pesem? Ima kdo drug še kakega favorita? Jaz nisem toliko gledal, ampak jaz sem dal John Batisto za Soul, pač k meni je John Batist. Ja. Sorry, I'm winging it, veš. Ne, jaz nisem sploh. Drugače pa ena stvar, ki mislim, da bi pomagala lahko Oskarjem pri gledanosti in pri diverziteti, in je nekaj, kar se mi zdi, da je resen problem, in to je, da ni kategorije za stuntman. Dejansko mislim, da je to nekaj, kar bi ljudi zanimalo, pa dejansko mislim, da stuntmani so filmski delavci, kjer ni to zgolj craft, ampak je dostkrat art, kak določene stvari izvesti. Zdaj, koordinator, po mojem, je tisti, ki je tu odgovoren, pa tudi stuntman. Imajo svoje nagrade. Imajo, seveda, imajo svoje, ampak mislim, da bi si tu zaslužili. In kjer film ali pa kjer stunt bi pol dal? Ja, mislim, Tenet bi letos kar dobival, drugače pa, ne vem. Gary Oldman. Kakšen Gary Oldman, Tom Cruise bi pobral. Vse skozi vidno. Ja. Ne, Tom Cruise, Fast and Furious, tudi Vojne zvezd so bile kakšne v redu stvari, kdaj vmes. Mislim, John Wick je tak, ki bi vsekakor bil nominiran za tisti balet od filma. Ne nazadnje, tukaj mislim, da bi lahko bila kategorija, ki bi me ful zanimala, komu bi dali. Ne nazadnje. Tudi čist podpiram. No, dajte odpreti eno kategorijo, pišite. Pa saj to je lahko podeljena en popoldan prej, obodek. Ne gleda. Bomo to na obodekih, bomo to vedeli, vidiš. To pa imate prav. Jaz mislim, da smo zdaj bolj ali manj šli skozi, razen če bo kdo povedal še kaj o dokumentarcih. Kolektiv. Jaz sem tudi nastavil na Kolektiv, nisem ga pa še pogledal. Pogledal sem Uno Hobotnico pa Time. Ja, ne Hobotnica. Sam so ti cute. Pa ne bo Hobotnica. Ja, no. Meni je bilo preveč unga človeka. Če bi bilo več Hobotnice, no, bi tudi jaz rekel. A ni zbil žalosten pol na koncu? Za Hobotnice, ja. So sad. Mene še pa montaža zanima, zato ker smo zelo različni, pa me zanima zakaj. Čakaj, kje ima punta? I'm fairly certain, da sploh nisem dala glasu za montažo. Ne, nisi. Kaj me zanima zakaj? Because I don't know. Montaža slike. Ja, jaz sem dal, bral sem ful o tem. Aha. In sem dal The Trial of Chicago 7. In kjer tekst je tak prepričal, da se ga za teh enih par jaz priznam, da jaz ponovadi si preberem, pač, kaj ljudje menijo in kaj in da. Meni je tako, jaz sem dal Father, ker naprej, če v The Father montaža ni čista, skoraj da matematično, ko se rekla, film propade v nulo. In je toliko v sporedu, da skoraj da pre No Man's Landu, no, da pa Sound of Metal bi znal biti, ampak to nisem gledal, tako da tu se mi zdi, da če je kje montaža pomembna, je pre Father toliko bolj. Mislim tudi pri Promising Young Woman je, zaradi tega, ker moraš pač vzdrževati ritem med toliko različnimi žanri, pa toliko različnimi v bistvu biti, ne, mislim, in se mi zdi, da je, mislim, zelo pomemben element. Mogoče, mislim, da je to najboljši element za res tega filma. Okay. No, pa smo odkrili nekaj, kar je najboljšega. In zaradi česar si je vendarle zaslužil nominacijo. No, zdaj, mislim, da smo skozi Oskarje skratka tisti, ki... Čakaj pa fotografija. Malo, no. Fotografijo manj bo dobo, valjda. Kurac bo dobo. Nomadland sem jaz dal, ampak... Bomo videli. Jaz mislim, da Nomadland. Mislim, da so res lahko tak cenene cipe, no, da v bistvu dajo črno-bele. Če črno-belo so na akademiji Hard Ons se sliša. Ti si kdaj videl kakšno črno-belo fotko? Ja, delam. A si videl že na kakšni fotografski razstavi? Kakšne fotke so tam? Imaš ti barvne fotke na fotografski razstavi? Ja. Dok je tu pa tam imaš. Let me tell you about art now. Okay. This is gonna be a good one. Skratka, mi smo stavili svoje, vi lahko stavite, vse se da staviti, tako da izberite si kakšnega od nas in dajte kakšne poštene denarje na to, ker mi smo tukaj strokovnjaki. Taki Mario vibe čutimo, veš kaj. Torej, mi smo da. In jaz mislim, da boste gotovo pobrali kar nekaj keša za tole. Zdajle pa še na hitro
bomo šli skozi, bomo vprašali seveda Ano in Majo, kar priporočata za žanrskega, za gledati, brati, poslušati v končni fazi. Ana, ti si izpolnila vnaprej, tako da ti bom dal tebi prednost. Kaj sem že napisala, zares. Imaš? Spet sem začela nazaj gledati Peaky Blinders, ko sem ugotovila, da nisem pogledala še 5. in 6. sezone. Tako da zato tudi nisem pogledala več oskarjevskih filmov, ker sem vmes pol padla malo nazaj v to in je super. Mislim, pač meni je to res genialna serija. Meni je sicer zdaj najboljši lik je zdaj umrl. Par dni nazaj, Mount Polly, tako da ona je meni najbolj huda tam v resnici. Ja, to je res bil krasen lik. Pol pa pogledala sem tudi še Genialno prijateljico na HBO-ju, obe sezoni. In pač me je zelo potegnila, no, sicer prva sezona mi ni bila tako všeč, ampak pol, ko malo odrasteta, postanejo stvari malo bolj zanimive. Pa tudi, mislim, po moje je bil res en ta eskapizem, ker so skozi osnovni iski na morju in uživajo in ne vem, tako res sem rabila, tudi če samo malo v domišljiji biti na morju in na soncu. Sem pa pol v bistvu se odločila, da bom še prebrala knjige, ampak pol sem prebrala ta prvo, pa mi res ni bila všeč. Ja, prva res ni v redu. No. Odkrito povem, mislim, jaz sicer tega ne bi smel govoriti, ampak demo, ja, prva ni. Spet, tako kot pri seriji, druga je boljša. Tretja je najboljša. Tudi četrta je pa spet malo padena, tako nekako. Tako da ne vem, no, ne vem, če bi še zares nadaljevala. Sem pa pač berem zdaj Mesija s peščenega planeta, oziroma sem glih jo dokončala in mi je super. Pa začela sem brati še Nomadland, se pravi knjigo, po kateri je nastal film. Zaenkrat pač obeta, tako da kaj več pa mogoče kdaj drugič, ker še nisem prav daleč prišla. Okay. Super, Maja, ti? Itak Falcon and the Winter Soldier, zato da bomo končno ugotovila, bosta zdaj prišla, ne bosta prišla. Gledam The Nevers, ki so zanimivi. The Nevers. Jaz sem po 10 minutah ugasnil, ker je bila, da je... Ja, mislim, ni dobro, ampak ni pa zdaj tako slabo, da bi šlo kar kvitno te stvari. Ker gledam zraven tudi Debris, ki je slabši od The Nevers, ampak ustrajam. Tako da, I'm a trash consumer. Tako imamo radi. Ja. Začela sem gledati Mare of Easttown, ki je šele ena epizoda zunaj, to je super, to se mi zdi, da je ful dobro, because Kate Winslet pa umori, to so super stvari. To je tudi na HBO. To je tudi na HBO, ja, ena epizodica je zunaj. Se veselim Shadow and Bone, zato ker vsi ste tako nahajpani, meni pa trailer zgleda toliko trashy, da se že ful veselim, da ugotovim, kaj je to. In to je to. Pač, WandaVision sem pogledala, pa zdaj pride še par MCU stvari ven, ki se veselim, tako da to je to. Berem pa nič, ker mi moj možgan ne dovolj. No, dobro, če bomo delali Lokija, domnevam, da Sokolca in zimskega vojščaka ne bomo, te bomo kaj poklicali, boš prišla kaj pokomentirati. Ljudje in ljudine ne boste verjeli. Nikoli ne verjamem. To je bila že naša 88. epizoda, bližamo se 2 urama. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot. Podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z v sodelovanju s podcastom Filmflow, podcastom o filmu in popularni kulturi, v katerem se posvečajo filmski produkciji, ki pri nas običajno ni deležna večje medijske pozornosti, prostor pa namenjajo tudi slovenski filmski sceni. Oba gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Ana, tok sem naveličana njegovega obraza v filmih Šturm. Potem Maja, Maljo je kap Peharc. Mi to ni fair, ampak dajmo Gegič. Igor, za razliko od vas sem gledal Borata.
in Aljoša sadni jogurt Harlamov. Tole epizodo smo po dolgem času posneli v živo na skrivni lokaciji nekje v Ljubljani. Skrivni lokaciji se zahvaljujemo za gostoljublje. Bilo je izjemno lepo, ganjeni smo, objemamo se, poljubljamo se ne vzdržujemo razdaljo, čuvamo se. Čuvajte se tudi še vi, še vedno, še malo, skupnimi očmi bo tole danes kmalu spet postalo normalnost. Če vam je bilo všeč, kaj ste slišali, všečkajte naša podcasta, naročite se na njo preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če boste v noči iz nedelje na ponedeljek bedeli z mano na Twitterju in gledali podelitev Oskarjev, zjutraj pa vas bo kdo prehitro vrgel iz postelje, potem si pogrejte skodelico mleka, se zahomotajte v odejo in tokrat, ampak samo tokrat, vam podcasta Obod in Filmflow dovolita, da se uležete in se prepustite našim glasovom, da vas uspavajo. Ampak za pokoro morate naslednji dan, ko je praznik in bomo vsi bolj ali manj doma, pozvoniti pri sosedu ali sosedi in ga oziroma jo vprašati, če je že slišala za njihovo veličanstvo podcasta Obod in Filmflow in če še ni, se povabite k njemu ali njej in mu oziroma ji vse razložite. In povejte ji tudi, da nas na Twitterju najdete kot @podcastobot in @filmflowtm. Na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem, Obod brez pikic, Filmflow je skupaj napisano, na Instagramu so Filmflow podcasts, skupaj napisano. Mi tja delimo rajcere, prikolice, novice, sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, besne monologe o tem, zakaj bi moral Oskarja dobiti kdo drug, ter predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 88. epizoda, mi pa se poslušamo znova v 89. epizodi, najbrž že v torek 27. aprila na praznik, ko naj bi predvidoma delali Mortal Kombat. Še prej pa, kot že rečeno, če boste prebedeli in gledali podelitev, se nam pridružite na Twitterju, kjer bom z profila podcasta Obod spremljal Oskarje, sproti osveževal stanje na lestvici Oskarjevske stavnice in še mimogrede kaj zabavnega komentiral. Skratka, že vnaprej vabljeni k poslušanju in spremljanju. Obodovke in obodovci, do takrat pa nam le ostanite zdravi in se poslušamo, kot rečeno, najbrž že v torek. Zakaj je ta avtor trajal zdaj časa?